Tudi jaz sem doktor Štrancar, ali od doktorja Goloba je odpadel še zadnji figov list. Veliko hudih pomanjkljivosti, napak in do naroda celo zločinskih poskusov dejanj, pa tudi nekaterih, ki jih je udejanil, smo očitali doktor Golobu, predsedniku sedanje slovenske vlade. Številni pisci člankov in avtorji drugih medijskih prispevkov, politično zelo različnih barv. Sama sem mu prav podrobno gledala pod prste. Marsikdaj sem imela prav, včasih pa sem vendarle pretiravala, ampak nečesa se niti s tresočo roko, kot bi rekel pokojni veliki borec za samostojno Slovenijo dr. France Bučar, nisem drznila zapisati, da je dr. Golob totalitarni cenzor. Na vse zadnje, roko na srce, večina avtorjev nas ni kaj prida pazila, da bi ostajale naše besede predsedniku vlade v okviru diplomatske govorice na najvišji možni ravni. Ta precejšnja svoboda govora, ki je, kot še edina vrlina, ostala v njegovem vladanju, da ta njegov zadnji list, zadnji figov list, je zdaj tudi odpadel, tako kot vsi prejšnji. Veliko je bilo žalitev vladanja dr. Goloba, nekateri so bili res že pravo pozivanje k uporu, podobno kot zadnja, ki jo je zapisal priznani kemik in podjetnik iz Ajdovščine. Bolj kot ga je, ta žalitev ne bi mogla razveseliti dr. Goloba. Tako izrazita javna osebnost, kakršen je kemik in podjetnik iz Ajdovščine, bo gotovo kaznovana. To pa bo pomenilo popolno cenzuro, skoraj tišino vseh dosedanjih kritikov dr. Goloba, ki so se oglašali v medijih. Če bo kdo vedel za kako kaznivo dejanje, ki ga je zakrivila sedanja vlada pod vodstvom dr. Goloba, naj to dejanje prijavi policiji oziroma javnemu tožilcu. Šele v primeru, če bo krivec za kaznivo dejanje obsojen, bo o njem mogoče poročati tudi v medijih. Drugače pa naj mediji predvsem spodbujajo veselje do življenja, še zlasti pred volitvami, da bodo te demokratične, da pravi praznik demokracije. Prav čudim se, da toliko Slovencev soglaša z namero dr. Goloba, da bo pred volitvami začel vse, ki ga ne bodo v medijih oboževali, pošiljati kar na policijo. Sama sem imela letos edinkrat v življenju privilegij, ker imam 82 let, da me je zaradi pisanja policija obiskala kar na domu. Seveda mi prej tega niso povedali, da jim ne bi ušla, kot običajno uidejo vsi največji domnevni kriminalisti. Skratka, na koncu naj rečem, da sem tudi jaz dr. Aleš Štrancar. Frančiška Butolo.